Pa je vendarle vredno odgovoriti na tiste stvari, ki pa so napoved za naprej, to se pravi konkretna napoved nekega ravnanja, zlasti, ker ga spremlja bombastična napoved, da znajo Slovenijo upravljati boljše. Jaz bi ob tem samo spomnil, da so Slovenijo upravljali kar eno dobro desetletje, na enih 5 desetletij podlage, pa moram odkrito priznati, da se ne spominjam, da bi jo upravljali boljše, bolj uspešno, gospodarsko bolj uspešno ali pa bolj demokratično. Ravno nasprotno, pa ne bi zdaj s tem šel predelač, zato bi samo odgovoril na dve stvari. Kot protiutež sedanjemu ravnanju, do katerega je gospod Potrč kritičen, on navaja, da se bo krepila neodvisnost stroke in krepitev civilne družbe. Ja, veste, zdaj bom pa nekoliko daljši v tem odgovoru. Zato dovoljte, da si preberemo, kaj pravzaprav to silno slovensko civilno družbo sestavlja. Bom samo najbolj vplivne ali pa znane primere navedel. Olimpijski komite Slovenije, magister Janez Kocijančič, nekdanji predsednik točno te iste SD. Univerza v Ljubljani, njegova žena bivšega predsednika točno te iste SD. Univerza v Ljubljani, ekonomska fakulteta, dr. Max Tajnikar, dekan, SD, bivši minister SD-ja, to se pravi političen funkcionar. Potem Univerza v Ljubljani, fakulteta za družbene vede, dr. Igor Lukšič, nekdanji dekan, podpredsednik SD. Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, če nadaljujem, da ne bom vseh imen tukaj, ki jih imam navedena prebral, navedem rektorja, dr. Rada Bohinca, seveda bivši minister, torej politik SD na čelu univerze. Potem, naprimer, Rdeči križ Slovenije, Mirko Jelenič, nekdanji generalni sekretar, leta 96, kandidat na listi SD. To se pravi politični funkcionar. Potem Mirovni inštitut, tipičen, zelo ponavadi glasen predstavnik civilne družbe. Direktor Lev Kreft, poslanec SD-ja, celo podpredsednik državnega zbora na predlog SD-ja. Predsedniški kandidat SD-ja leta 2002. Političen funkcionar par excellence. Civilna družba, da se kar bliska. Pa gremo naprej. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dušan Semolič, predsednik, nekdanji član predsedstva, sedanjega SD-ja. Pač veste, da se je vmeseni 5-krat preimenovala od ZKS, pa ZKS, SDP, pa SDP, pa ZLSD, pa SD, pa morda sem še kaj spustil, za tisto se pač opravičujem, ker toliko levitva najbrž nihče ne more 100% slediti. Oni pa že vedo, zakaj so te levitve šli. Potem sklad za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani. Pa najdete noter Darjo Ravtižar-Bebler, veliko novo zvezdo, eno od velike četverice SD-ja. Potem Danico Simšič, pa še koga bi lahko naštel. Pa potem UNICEF Slovenija, dr. Andreja Černak-Meglič, kandidatka na listi ZLSD leta 2000, se pravi sedanjega SD-ja. Pa potem Zveza prijateljev mladine Slovenije, magister Franc Kočevar. Spet, da ne bom predolg, dovolite samo še nekaj bolj znanih imen. No, pa recimo tipičen primer slovenske civilne družbe, Forum 21, na njegovem čelu vendarja gospod Milan Kučan, dolgoletni član centralnega komiteja in kasneje predsednik CKZKS, pa seveda tudi dolgoleten član SD-ja, razen tistem obdobju, ko je po lastni izjavi imel zamrzneno izkaznico. Pa potem Turistična zveza Slovenije, Dino Pucer, predsednik nadzornega odbora, spet član SD-ja, Slovensko protestantsko družbo, Primož Trubar, Matjaž Kmecel, dolgoleten član SD-ja oziroma njegovih pravnih predhodnic, saj gre za direktno pravno kontinuiteto. Pa lahko še dodamo Mladinski svet Slovenije, Matjaž Štolfa, predsednik, član Mladega foruma, tudi znan aktivist. Veste, ko pogledaš recimo v barvah tole silno slovensko civilno družbo, je že kot tista reklama, se boste spomnili, ki je bila včasih za zobno pasto, Mamiša je vše rdeče, se še spomnite tega, tovariši. Kaj želim s tem podati? Predvsem to, da je
slovensko civilno družbo prejšnje obdobje dobesedno prestrelilo s političnimi funkcionarji. SD, oziroma kakorkoli se je že imenovala v zadnjih letih, pa je še to sistematično nadgrajevala. Tudi recimo na čelu društev upokojencev je znano, da je bivša poslanka SD-ja in tako naprej. In oni so pač dobesedno s svojimi bivšimi političnimi funkcionarji zapolnili sleherno poro civilne družbe, tako da ta niti dihati ne more. In zdaj se bodo ti ljudje postavljali kot tisti, ki naj bi civilno družbo naredili kot neodvisen institut in kot svojega partnerja. Kakšnega partnerja? Se gre za njihove lastne strankarske kolege, samo sprenevedati ne se nehajo. Predvsem pa bi bilo dobro, da bi jih res umaknili iz vseh teh položajev. Kajti zaradi tega Slovenija prave civilne družbe z nekaj redkimi častnimi izjemami, ki pa so praviloma zelo močno diskreditirane, sploh nima.